V kulturnem domu Beltincih so na večeru plesa, glasbe in tradicije oživeli zgodbe kovačev, tkalcev, sudarjev, mlinarjev in drugih mojstrov. Kulturno društvo Marko Beltinci deluje že od leta 2007, ki se pretežno ukvarja s folklorno dejavnostjo. Plešemo folklorne plese in s tem ohranjamo prekmursko ljudsko plesno, glasbeno, ustno izročilo in običaje. Sestava društva je zelo mlada, mislim, imamo tako tudi zanimiv razpon. Od 16-17-letne člane imamo pa vse do mladih staršev, mladih zaposlenih, tam 33-34 let in vse, kar je tukaj vmes. Vsi skupaj pa pač delujemo v društvu s tem istim namenom, da nekako na neke inovativne načine spoznavamo našo prekmursko ljudsko izročilo in pa ohranjamo našo dediščino na zabaven način, ker bistveno je vseeno, da ima vsako društvo neko dobro jedro, neko dobro središče, neko dobro atmosfero, iz katere potem vse društvene dejavnosti in aktivnosti tudi izhajajo. In pri nas smo precej povezani, zato pa pač s takim velikim veseljem plešemo in ustvarjamo. Društvo nastopa po celi Sloveniji in se udeležuje tudi strokovnih srečanj, kot so Maroltova srečanja. Šli smo tudi že na veliko gostovanj, tudi letos se nameravamo odpraviti na gostovanje in pa praktično smo vedno pripravljeni nastopiti tako v lokalni skupnosti, kot tudi širše po Sloveniji pa onkraj naših meja. Kot je povedal Miholič, imajo v društvu zelo pestro starostno populacijo. Imamo tako starejše dijake, se pravi tam 16-17-letne plesalce in plesalke, potem pa tudi mlade starše, 33-34-letnike, pa tudi študenti smo del tega društva, tako da v bistvu pokrivamo vse te raznorazne starostne kategorije. So pa zdaj te naši starejši člani, ki pa zdaj že imajo svoje družine, svoje otroke, nekako morda razmišljali tudi v tej smeri, da bomo čez nekaj let lahko znova pomladili društvo tudi z njihovimi otroci. Za njihove folklorne kostume skrbi kostumografinja. Skrbi za urejenost naših noš, je pa vseeno velik delež odgovornosti tudi na posameznem plesalcu. Vsak pač neko odgovornost do kostuma, v katerem pleše, mora gojiti in negovati, kajti to ni njegova lastnina, ampak pripada društvu. In recimo tudi v tej noši, ki jo imam jaz trenutno oblečeno, je nastopilo že veliko drugih folkloristov, ko so bili mlajši in ko so jim noše še pasale, zdaj pa recimo ustrezajo meni. V društvu izvajajo prekmurske tradicionalne plese. Seveda pa se spogledujemo in preigravamo tudi različne druge slovenske ljudske plese. Zelo zanimivi so nam kakšni dolenjski oziroma belokrajinski plesi in spleti, pa tudi primorski, pa tudi kakšni porabske plese plešemo. Praktično poskusimo vedno nekako odkriti nekaj novega, nek nov košček Slovenije in njihovo ljudsko izročilo. Luštna noč v Beltincih je tradicionalni dogodek, ki ga v društvu po nekaj letih premora znova pripravljajo. Pripravljamo in vsako leto si v bistvu izberemo neko tematiko. Letos smo se odločili za meštre, torej za neke tradicionalne prekmurske obrtnike, ki so bili v svojih časih zelo pomembni, so pač imeli svoje obrti in ljudje so bili od njih odvisni. To svoje delo pa so opravljali tudi z neko predanostjo. Je pa bilo tudi zanimivo, da vsak mešter je imel neke svoje specifike, neke karakteristike, s katerimi se bomo tudi mi danes na našem koncertu malce poigravali, če so to morda dobre ali pa tudi malce hudomušne slabše lastnosti meštrov. Bom pa vsekakor je pa namen, da nekako prikažemo njihovo pomembnost in dejansko to prepletenost ljudskega, prekmurskega ljudskega izročila z njihovo dejavnostjo, kot je to bilo pač nekoč. Društvo želijo privabiti čim več novih članov. Saj obstaja veliko mladih, ki bi se želeli naučiti plesati ne samo te tradicionalne folklorne plese, ampak tudi kakšen valček, kakšno polko in vse to je pri folklorni skupini možno, ampak jim manjka ta nek sprožilni element in k temu mi stremimo, da jih res poskusimo aktivirati tudi recimo za današnjo prireditvijo, da bodo videli, kaj lahko pripravi eno takšno društvo in morda če jim bo všeč, bodo tudi lahko pristopili. Potem pa, kot sem že omenil, organiziramo tudi gostovanje.
kajti vidika gostovanja sta dva. Eno je najprej neko interno povezovanje in druženje ter ustvarjanje neke zdrave društvene skupnosti, drugo pa je seveda zastopanje naše regije, naše pokrajine, naših plesov in običajev drugod po Sloveniji ali pa tudi po drugih državah. V nadaljevanju je Miholič povedal, da je zelo pomembno zavedanje se o pomenu vrednote, kot je kulturna dediščina, ki so jo zaznamovali naši predniki. Ampak jaz na to gledam, oziroma bom rekel, se mi zdi, da mlajše generacije na to gledamo nekoliko drugače. Na to ne gledamo, kot da gre za nekaj, za neko, kako bi rekel, neko strogo zavezanost k ohranjanju te tradicije, ampak mora vsak posameznik neko strast, neko predanost do tega najti sam. Ne gre se torej za to, da smo mi dolžni to početi samo zato, ker smo dolžni, ampak moramo skozi delovanje, recimo skozi društveno delovanje, skozi glasbeno delovanje, kakorkoli že, najti tisto oziroma ozavestiti to pomembnost, ki jo imajo torej naše ljudsko izročilo, ta naša prekmurska kultura in ta naša kulturna dediščina, ki nas v končni fazi tudi oblikuje, se pravi, je pripeljala do te točke, da smo recimo Prekmurci zdaj takšni, ki smo. To moramo ceniti in biti ponosni na to. Nepozaben večer plesa so svojo prisotnostjo obogatili še mladi folklorniki iz folklorne skupine Veseli Marki, ki so na otroški in hudomušen način predstavili pogled na Meštra.